Pozdravljeni, se radi vozite s kolesom? Imate čelado? To je Marko in to je njegova modro-bela čelada. Za kolesarjenje si jo nadane, saj ve, da mora glavo vedno varovati čelada. Popoldan se rad odpelje na igrišče. Ko se pripelje v park, pusti kolo ob drevesu, čelado pa da na krmilo. Tisto popoldne se mu je tako mudilo na plezala, da čelade ni obesil na krmilo. Obležala je na tleh ob drevesu. Marko je plezal, vozil se je po toboganu, gugal se je, vrtel se je nad vrtiljaku, zvečer pa hitro na kolo in hitro na večerjo. Kar brez čelade? Ja, pozabil jo je v parku. Marko spi v svoji postelji, njegova čelada pa je v parku. Iz teme je prišel radoveden ježek. O, kaj pa je to? Gugalnica za ježke? Če imajo otroci v parku gugalnice, bi jih morali imeti tudi ježki. In se je zagugal. Potem, komaj je ježek odšel, že so pritekle 4 miške. O, kaj pa je to? Vrtiljak za nas? Če imajo otroci v parku vrtiljak, bi ga morali imeti tudi miške. 2 sta v čeladi sedeli, 2 sta čelado vrteli. Juhej! Potem so se zamenjale. Komaj so miške odšle, že je prišla muca. Mijav, le kaj je to? Je to posodica za mleko? A zakaj v njej ni mleka? Muco je prestrašil kužek. O, je rekel kužek, hov, končno imamo v parku kahlico za kužke. In se je pokakal v čelado. Fej, je rekla muca. Kaj pa je rekel Marko, ko je naslednje popoldne našel svojo čelado, v njej pa pasji kakec. Tega pa ne izvemo. Izvemo pa v tej slikanici še veliko drugega. Slikanica se imenuje večjezična slikanica. To pomeni, da je besedilo prevedeno v različne jezike. Imamo makedonski jezik, bosanski jezik, ruski in angleški. In v tem slovarčku lahko izveste, kako se te besede imenujejo v vseh teh jezikih. Tu pa je tudi zgodbica zapisana v teh jezikih. Tako jo lahko razumejo tudi otroci, ki so prišli iz drugih držav. Morda take večjezične slikanice že poznate. Jaz sem napisala slikanice o Jakobu in muci Mici. Prva slikanica o Jakobu in muci Mici ima naslov Rojstni dan. Vidite, da držim 2 knjigi v roki, zato, ker so vsaki prevodi še v 3 jezike. Potem imamo pa še novoletno smrečico in pa maškare. Torej 3 knjige o 3 različnih veselih praznovanjih. Lahko izvemo, kaj se je Jakobu in muci Mici zgodilo, lahko pa se naučimo tudi nekaj novega. Veliko lepega vam želim in veliko lepih slikanic, ki jih lahko odkrijete v knjižnici.